Pozdravljeni, z vami sem Minka Gantar in danes bomo pri krožniku. Dejansko vam bom risala na krožnik. Danes sem dobila eno vprašanje od ene gospe, ki se trudi in trudi, pravi, da je že davno po porodu in da enostavno ne gre dol 15 kilogramov. In seveda sem jo malo spraševala, kako je, pa kaj je, pa kako je. V glavnem, prva stvar mi je šla skozi možgane, tej gospe manjka maščob. Enostavno so celice zaklenjene in ker so celice zaklenjene, nič ne gre noter in nič ne gre ven. Seveda, potem, ko sva klepetali, je rekla, ja, jaz sem veganka, ne maram mesa in dejstvo je, da ji manjka B-vitamina, pa maščob, pa beljakovin ji manjka, ja, pa še kaj. Vsak dan po kosilu dobesedno pade dol in potem zelo pas, kaj je, ampak vseeno nikakor ne more, kljub temu, da se trudi, nikamor ne pride. Pojdimo najprej pogledati kosilo, pa bomo potem šli na beljakovine, ker vam želim razložiti. Poglejte, krožnik pri kosilu. Jaz sem enostavno flomaster vzela, upam, da bo šlo dol. Krožnik razdelimo na Mercedesov znak. Takole. Zdaj, vi na vašem verjetno ne boste risali. A je tole Mercedesov znak? Ne, ni preveč. Ampak okej, recimo, da je takole, takole. No, v glavnem, 1/3 krožnika, 1/3 krožnika, 1/3 krožnika. Pomembno je, da krožnik razdelite na približne tretjine. Tako da ni treba risati, ni treba delati črtic po vašem krožniku, ampak 1/3 krožnika more biti beljakovin. Se pravi, zdaj pa kaj se zgodi, ko ljudje ne jejo beljakovin? No in zakaj sem se odločila še za tale video? Prejšnji teden govorim z eno gospo in nekaj se dogovarjava za neke delavnice in sem rekla, da jaz razlagam ljudem, da kako pomembno se prehranjevati, da nahranijo svoje hormone. In seveda so tukaj potrebne beljakovine in kot veste, jaz nisem ne za to, ne proti temu, ampak dejansko učim širino. In če vi čutite, da boste vegani, super, ampak rabite znanje. Če čutite, da boste vegetarijanci, super, ampak rabite znanje. Če imate radi meso, še vedno potrebujete nekaj znanja. Zato, ker recimo tisti, ki jejo meso in pojejo premajhno količino zelenjave, dejansko močno zakisajo telo, zakisano telo je pa podlaga za vse ostale bolezni, tudi, ker to povzroča ogromno kislin v telesu, rdeče meso in seveda na podlagi tega tudi podlaga za razvoj covida. No in zdaj poglejmo prav ta 1/3 krožnika beljakovine. Tisti, ki jemo vse, dobro, jaz nisem ravno ljubiteljca rdečega mesa, ampak jem belo meso. Jem ribe, zelo rada imam ribe, morsko hrano imam rada. Tudi če nekam pridem, redko sicer zdaj zadnje čase kupim pršut, ampak če pa nekam pridem, pa da je pršut, ga bom tudi jedla. No, in ravno pri tem so se s to gospo zataknili. Rekla, ne, to ne bo šlo, to ne bo šlo. Veš, kako imaš nizko umazano vibracijo, zato ker še vedno ješ rdeče meso. No ja, duhovni ego je zanimiv, ne? Ampak ravno tako pri prehrani obstaja ego. Jaz jem samo fino hrano in zato sem bližje Bogu, zato ker Bog ne prenese tega, da ubijaš. A ste gledali Ledeno dobo? No, tam je na začetku, ko razlaga kdo sit svojo zgodbo, pa reče en malček, jaz pa včasih bruham. Meni tudi gre to dobesedno na bruhanje. Ker jaz držim bolj postran glavo in sem bližje Bogu. Ne, jaz ne jem mesa, pa sem bližje Bogu. Jo, vsi ostali ste pa tako pokvarjeni. Halo? Obsojanje. To je daleč od nekega Boga. In če berete knjige Anastazije, noter Anastazija govori prav o tem, da tudi solata umre. Če bom jaz recimo zdaj odrezala na tem mojem Benjaminu en listek stran, no ali pa da ga kar utrgam, glejte, zdaj se tukaj gor pojavi
mleček. A vidite, čakajte, jaz upam, da vam bom uspela približati, tako da boste vi videli, če kamera ne zazna, ampak v glavnem, tukaj gor se pojavi mleček. Se pravi, dobesedno ta rastlina ta list je umrl. In zdaj, če bi bila to užitna zadeva, da jaz to pojem, jaz pojem živo snov. Ta kri, ki teče mojemu Benjaminu, ni rdeče barve, ampak je mleček bel. Se pravi, sem ravno tako, zdaj, če bi bilo to užitno, pojedla nekaj živega. Gre se odnos do tega, kaj jaz uživam. Pomembno pa je, da jemo živo hrano. In mislim, da smo se včeraj pogovarjali, kako zanimivo je, da ljubitelji kač, tisti, ki imajo kače doma, kupujejo žive miške, zato ker kače ne jejo mrtve hrane. Zanimivo. No, saj jaz mislim, da nimam kače doma. Vidim pa naše mucke, Dejstvo je, da naši dve mucki imata surovo meso, jesta, medtem ko vse ostalo, kar je tisto pripravljenih zoskov, pa ni šans, sploh ne jesta. No, ampak pojmo na nas ljudi. Dejstvo je, da ko mi pojemo beljakovine uravnavajo sladkor v krvi. No, druga tretjina krožnika je pomembno, ne da jemo krompir ali pa testenine, ampak druga tretjina krožnika in lahko je kar ta večja polovica, lahko skoraj polovico damo kuhane zelenjave oziroma damo praženo zelenjavo. Lahko so tukaj bučke popražene na čebuli, na poru, dodate česen, dodate papriko zraven, lahko dodate gobe zraven, lahko skuhate brokoli, v glavnem ta je lahko skoraj eno polovico te kuhane zelenjave, ker mi potrebujemo vlaknine. In manjši del krožnika pa date testenine ali riž ali kašo ali recimo krompir. Če pa hujšate, se pa tej eni tretjini lahko odpoveste, to so ogljikovi hidrati, in na račun tega pojeste malo več beljakovin in malo več kuhane zelenjave. V glavnem, lahko pa jeste, kakor želite, solate in sploh zdaj v zimskem času je super, recimo naribano sveže zelje. To je enkratna zadeva zaradi tega, ker naribano sveže zelje tako vsebuje ogromne količine C-vitamina, poleg tega pa seveda vlaknine, ki so potrebne za razstrupljanje jeter. No, zdaj pa, če gremo prav na jetra, saj sem že o tem govorila. Jetra se čistijo preko žolča, ampak samo v primeru, da imamo mi zadostno količino vlaknin v črevesju, da se potem te žolčne kisline lahko zvežejo na vlaknine in grejo dobesedno v WC školjko. Kaj vam še želim tukaj povedati? Glejte, pomembno je, da ko pojemo, če smo še lačni pri kosilu, lahko damo enako količino vsakega, predvsem se najemo toliko, da smo siti. No, naslednja stvar, pomembno pa je, da jemo na 2 uri pa pol, ker če izpuščamo obroke, pomeni, da enostavno bo naše telo shranjevalo. Še ena rešitev. Za tiste, ki nimate radi pač mesa ali pa rib, ki pač ne jeste nič od tega, se morate zavedati, da pri kosilu morate imeti ali jajce, ali za predjed popijete jogurt, ali pojeste 2 žlici skute, lahko zmešate z avokadom, ampak predvsem potrebujete nekaj od beljakovin v okviru obroka. Zdaj pa kaj je v okviru obroka? Obrok je 1 uro takrat, ko ste začeli jesti, in do takrat, ko nehate jesti. In potem, ko nehamo jesti, mora biti pavze z naslednji 2 uri pa pol. Pomeni, da naslednje 2 uri pa pol lahko sicer pijemo, ne pa da zobamo, ne da nekaj jemo. Kdor ima rad sladice, lahko brez slabe vesti poje sladico, ampak se odpove tej 1/3 ogljikovih hidratov. Se pravi, ne je pri kosilu nobenih testenin, ne je riža, ne je krompirja in na račun tega poje po kosilu, se pravi v okviru te 1 ure, poje pač sladico. Potem popoldanska malica je pomembna, o malicah, o teh minih obrokih bom drugič govorila, in seveda večerja. Večerja pa mora biti sestavljena iz beljakovin in zelenjave.
Seveda lahko nadomestite večerjo z Neolife Shakeom, tisti, ki bi želeli pospešiti odvajanje strupov iz telesa, ker Neolife Shake pa vsebuje praktično vse od vlaknin, vitaminov, mineralov in vsebuje vse te aminokisline, ki so pa potrebne za razstrupljanje jeter, zdaj pa naslednja stvar, kar je pomembno, za izdelavo, reče se karnitin. Karnitin je pa voziček maščobe, se pravi iz maščobne celice, ta voziček pelje maščobno kislino na kurjenje v mišično maso in če tega vozička ni, in ta voziček je narejen iz česa, spet iz beljakovin in iz železa. In če tega vozička ni, se nič ne zgodi. No, naslednja stvar, kdaj se pa še nič ne zgodi, ko imate zaprte celice. In seveda osnova, no in spet se vračam na to gospo, je rekla, mi zelo zdravo jemo. Vse kuham na vodi. Je to sploh užitno? Jaz to vse kuham na maščobi, jaz vam rada, a ni boljši okus, če damo noter, ne vem, jaz naredim na maslu, načeloma na maslu kuham, še boljša varianta bi bila kuhano maslo, ghee, tudi svinjska mast, za tiste, ki to uživate, nič ni narobe, če to uporabljate, ker dejstvo je, glejte, naše celice, vsaka celica je narejena iz 75% maščobe in 25% beljakovin. Se pravi, vsaka celica na koži in če mi želimo imeti prožne celice, dejstvo je, da rabimo v osnovi beljakovine in maščobe in da ne zakisamo telo, potrebujemo tudi zelenjavo. Tako da jaz upam, da sem vam razložila tako zelo po domače. Vi sicer ne boste vaš krožnik narisali takole pa si pole razdelili, ampak mogoče, da vam bo bolj enostavno. Zdaj za vse tiste, ki imate knjigo, ko imajo hormoni žur, si preberite to na strani 139, no v glavnem v rumenem poglavju boste najdeli vse od jedilnikov, razlage, to, kar vam jaz zdajle razlagam, kako pripraviti zdrave obroke in seveda tudi kako pripraviti zdrave sladice. Tako da, če še nimate knjige, jo lahko naročite in v tem mesecu januarju vam poleg pošljem še en kristalček za vodo. Tako da informirate svojo vodo, ker kakorkoli v osnovi smo pa narejeni iz vode, ne? Poleg tega, da bomo vse ostalo, kar sem zdaj razlagala. No, to je ljubezen do sebe. A je to tako? Tako da, zato, ker se imamo radi, zato, ker se imam rada in se cenim, ker je moje telo svetišče, ker moje telo ni smetišče, vnašam v moje telo zdravo hrano. Tako da, delajte to in boste videli, vaše telo vam bo v vsakem primeru vračalo izobilje zdravja. Lep pozdrav in uživajte v tem, ko delate nekaj za sebe.